Zadnjič smo imeli deljivost, tule so še nekaj vaj, če želite iz tega narediti, drugače pa dejansko deljivost pride v poštev kasneje, ne, ko je treba kaj na hitro izračunati ali pa preveriti, če je deljivo. Zdaj, ko ste na daljavo, imate dosegljive kalkulatorje, vendar če se vrnemo v šolo, bomo pisali še teste brez kalkulatorjev, da malo povadite še to računanje, ne. Tako, zdaj, če hočete, si lahko te vaje prepišete pa naredite, niso obvezne, so pa za vajo. Prav tako lahko vedno delate za vašo sprostitev naloge iz alfe. Mi gremo pa kar naprej. In sicer naš naslov bo praštevila in sestavljena števila. Najboljše je, da si kar napišete tale naslov. Zdaj, praštevila pa sestavljena števila, ne. Nekako praštevila so števila, ki so posebna do te mere, da jih nekako ne moremo več razdeliti na faktorja, ne. In to se kaže predvsem v tem, da nekatera števila imajo več deliteljev, nekatera pa samo tista obvezna dva, a ne. In sicer na primer pri številu tri. Število tri ima dva delitelja, ne. Se pravi, če imamo tri, pa pogledamo delitelje števila tri, ima natanko dva delitelja. In sicer vedno mora imeti ena, pa mora imeti samega sebe, a ne. In zdaj, to je obvezno. Lahko še pa ima koga več, ne. Na primer število 20, ko imamo tule ravno primer, ne, ima pa več deliteljev. Recimo število 20 ima pa delitelja ena, pa 2 ga deli, 3 ga ne, 4 ga, 5 ga, 6 ga ne, 7 ne. 10 je potem naslednja, pa potem 20, a ne. In ta ima pa več deliteljev in zato ga lahko zapišemo tudi drugače, ne. Lahko ga zapišemo, ne vem, kot 4x5 ali pa 2x10, pa to desetko še lahko razbijemo, ne, to 2x2x5. In v resnici tole, kar ostane, ko vse razvijemo, kar lahko, dobimo praštevila. Zato so praštevila, bi rekli, ena taka baza vsakega števila, ki se da zapisati. Zdaj, kaj je definicija tega? Imamo tule napisano. Se pravi, številom, ki imajo natanko dva delitelja, to je ena pa samega sebe, pravimo praštevila. Zdaj pa vsa ostala števila, ki imajo več kot dva delitelja, so sestavljena števila. No, obstaja pa seveda tudi izjema in izjema je število ena. Namreč ta pa ni praštevilo, ker ima samo enega delitelja, to je samega sebe, ali pa ena, kakor že. In ni pa niti sestavljeno, ker ni z več kot dveh deliteljev, a ne. Se pravi, je ena taka posebnost in je praštevilo in nesestavljeno število. No, nekako malo smo že omenili, kaj so lastnosti praštevil. Vsako sestavljeno število lahko zapišemo kot produkt praštevil. Tako, zdaj bom jaz tule vse tole malo umaknila, ne. Pa se dajmo zdaj pomeniti, kako pa vemo, mislim, zakaj so ta praštevila dobra, kje jih uporabljamo. Zdaj, vi jih boste uporabljale tako, ne, da si boste naredile lažje število in boste lahko v delitelje večkratnike skupne poiskale na ta način. Drugače pa v svetu so praštevila izjemnega pomena, predvsem recimo pri kriptografiji. Večje imamo neko kodo, recimo, ne vem, če je sef in imate noter eno kodo. In kaj zdaj pomeni zdaj s to kodo, ne. Ta koda mora biti močna, ne. Zdaj, če bi mi imeli samo, ne vem, eno možnost za številko, da vtipkamo noter, potem bi rekli, od 0 do 9 poskusim vsa števila, ste takoj noter v sefu, ne. In zato vse te ključavnice elektronske morajo biti dosti močne. Zato, ker zdaj je vse v oblakih, recimo banke vse delajo že spletno, in če bi tu noter lahko vsak vlomil, ne, potem
ne bi imeli mi več veliko denarja, ne. Tako pa s temi kodami zaščitijo vse vaše maile, vse v glavnem zaščitijo s kodami. Zdaj pa močne kode temeljijo pa na praštevilih. In zato vedno hočejo in si želijo vedno večje praštevila poiskati ljudje, ne. No, zdaj pa kako se pa v bistvu praštevila iščejo. Boste videli, to pa ni nič težkega. Zdaj, kako bi dobili nekaj praštevil? Na primer, ne, če si zapišemo števila od 1 do 30. Bomo si zdaj napisali takole, ne. 1, 2, 3, pa tako naprej bom jaz napisala. Takole, ne. 1, 2, 3, napišem nekaj števil. In kako zdaj vedeti, katero je praštevilo? No, vedno prečrtamo, pač gremo po vrsti, ne, in prečrtamo za tiste, ki vemo, da niso. Tale ni. In prvo, ko pride na vrsti, potem je praštevilo. Se pravi, 2 je praštevilo. Zdaj pa, če je 2 praštevila, potem moramo vse njegove večkratnike avtomatsko brisati, ker ne morejo biti, ker so že sestavljeni iz 2x toliko. Se pravi, brišemo 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20, 14, 16, 18, 30, ne. Evo ga, zbrišemo. In naslednjo prosto število, ki ostane, je število 3. Število 3 je zdaj praštevilo. Zdaj moramo vse večkratnike števila 3 prečrtati. 6 smo že, 9, 12 smo že, 15, 21, ne, in tako počasi sekamo po tehleh praštevilih. Pa 39, okej. Potem obkrožimo 5. Tako. In vse večkratnike števila 5 moramo zdaj prečrtati. Imamo zdaj 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, tako. In gremo naprej. Naslednjo, ki nam ostane, je 7. Vse večkratnike 7. Torej 7, 14, 21, 28, 35 in smo že, ne. Gremo naprej. Naslednjo, ko ostane, je 11. 11, 22, 33 prečrtamo, gremo naprej. Ostane 23, prečrtamo. 26 pa 39, ne. In gremo naprej. Je 17, prečrtamo 34, 19, pa že pademo iz obsega tistega, kar gledamo, ne. Potem imamo 23, 29, 31, 37, ne. In to so recimo prvih par praštevil. Do 100 praštevila morate vi poznati, katera so, ne. Saj dejansko, če ni neki znan kandidat naše poštevanke, potem je gotovo praštevilo, a ne. Tako, no. Zdaj temu, kar smo pravkar naredile, temu se reče Erastostenovo rešeto. To je, kar prerešetamo vsa ta števila, ne. In zdaj trenutno velja nagrada, da tisti, ko najde največje naslednje praštevilo, dobi, mislim, da $1.000.000. Tako da, če ima katera čas, lahko pride. Števila so pa zdaj že tako velika, da če bi 2 A4 formata popisal s samimi številkami, ne, bi še vedno ne napisal celotnega števila. Tako, bolj mali font, ne. Tako, no. Zdaj pa rekli smo, da vsako sestavljeno število lahko zapišemo kot produkt praštevil. Prvih nekaj par praštevil zdaj poznamo, ne. Zdaj bi si pa pogledali, ne, kako zdaj zapišemo neko število s praštevili. Se pravi, recimo, da bi imeli število 100. Zdaj, s praštevili lahko na 2 načina. En način je, da bolj kot ne z ugibanjem. Kako pa lahko zdaj recimo, ne, 100, lahko rečemo, to je 2x50, to
to je 2, pa to je 5 krat 10, pa pol še naprej 2 krat 5, pa 2 krat 5, ne. Zdaj to uredimo, imamo 2 dvojki, se pravi 2 na 2, pa 2 petki, 5 na 2. In to je zdaj zapis. Tega smo v bistvu kar malo smo devali na produkt in smo dobili zapis. V resnici pa imamo mi za to en tak način. Pa bomo zdaj poskusili s številom 100. Na primer, če 100 zapišemo takole. 100 in ker ga bomo zdaj razstavljali na prava števila, damo črto in tule lahko pomnožimo samo s praštevilom. Samo praštevilo lahko to. Zdaj pa pogledamo, s katerim praštevilom je deljivo 100. Na primer, deljivo je z 2. Potem pa 100 delimo z 2 in rezultat zapišemo sem. To je 50. Zdaj pa pogledamo, s katerim praštevilom je deljivo 50. Še vedno gre z 2. Lahko bi pa tudi s 5, kar vam prvo pade praštevilo na pamet, ne. In to je 50 deljeno z 2 je 25. Zdaj pogledamo, je še vedno z 2, ni, s 3 ni, no, je pa s 5. 25 deljeno s 5 je 5 in 5 gre s 5. Ko pridemo tule do 1, to vemo, da je konec in tale del, te številke so zapis našega praštevila. Se pravi 100 lahko zdaj zapišemo 2 krat 2, ne, ker tu jih preberemo, krat 5 krat 5. In seveda je to treba zapisati lepše, ne, 5 na kvadrat. Če bi te številke nazaj pomnožili, morate dobiti 100, ne, to smo napisali, da je enako. Se pravi, v praštevila razcepimo v bistvu s tole črto in potem, kar pride na desni strani, je razcep praštevil. Tako. Zdaj bomo pa tele naloge naredile. In sicer razcepile bomo tele na praštevila. Na primer 45. 45, ne. 45 napišemo črto in pogledamo, s katerim praštevilom je deljivo. 45 je deljivo s 5, ne vem, jaz to najprej vidim. 45 deljeno s 5 je 9. 9 je deljeno s 3, ostane 3, še enkrat delimo s 3 in ko pridemo do 1, smo končali. Se pravi, 45 je 5 krat 3 na kvadrat. Okej. Zdaj pa same pa preverite tale števila naprej, a ne. In poskusite rešiti tole nalogo. Prav tako lahko naredite še tele vaje. Na produkt se poskusite navaditi, da delate brez kalkulatorja, ne, predvsem zato, ker morate malo vaditi množenje in deljenje. Tule najprej razstavite na produkt in potem vse možne kombinacije teh izrazov so potem delitelji. Dopolniti števila tako, da bodo deljiva s temi številkami, to vam bo verjetno šlo. Treba bo pa poiskati vse delitelje števila, pa mogoče naredimo eno od tehleh nalog, tole recimo 72, zato da boste videli, kako se pa to naredi, če si pomagate z razcepom na praštevila. Najprej bomo 72 razcepili na praštevila. 72 lahko delimo z 2, pa dobimo 36, to lahko delimo z 2, pa dobimo 18, 18 lahko delimo s 3, pa dobimo 6, to še tudi lahko delimo s 3, pa dobimo 2, pa z 2, pa z 1. Se pravi, zdaj imamo 72, lahko zapišemo kot 1, 2, 2 na 3 krat 3 na 2. Preštejemo vse tale praštevila na desni strani. Zdaj pa, kako dobiti vse delitelje tega števila? Malo bo treba popaziti, a ne. Mogoče zapišem, da bo lažje takole, 2 krat 2 krat 2, pa krat 3 krat 3. Da boste videli, kako se zdaj to jemlje, ne.
Zdaj, ker je tole 5 števil, bom deliteljev števila 72 res veliko, ne. In sicer, kaj moramo mi vzeti? Vzeti moramo vse možne kombinacije tehleh števil tu. In sicer takole, ne. Delitelji števila 72 so najprej 1. Potem je sestavljeno še število iz dvojke pa iz trojke. Zdaj pa, če testiramo vse možne kombinacije, ki jih lahko dobimo iz dvojk, ker ima 3 dvojke, ne. Prva možnost je 2, to že imamo. Potem je možnost 2 krat 2, kar je 4. Potem je možnost 2 krat 2 krat 2. To je zdaj 8. Potem je možnost, da pa pogledamo trojke. Trojko že imamo, pa potem je možnost še 3 krat 3, 9. Potem še imamo eno možnost, da vzamemo kombinacijo 2 pa 3. To je 6. Potem lahko vzamemo 2 dvojki pa eno trojko, se pravi 2 krat 2 krat 3. To bo zdaj 12. Pol pa lahko vzamemo 3 dvojke pa eno trojko, se pravi imamo zdaj 3 dvojke pa eno trojko, to je 8 krat 3 je 24. Tako. Potem imamo na voljo še, da vzamemo pa zdaj 2 trojki pa eno dvojko. To je 3 krat 3 je 9, krat 2 je 18. Potem imamo na voljo, da vzamemo 2 trojki pa 2 dvojki. Se pravi 4 krat 9 je 36. Potem imamo pa še na voljo, da vzamemo 3 dvojke pa 2 trojke, ne. Koliko je pa to? To je pa 72. Se pravi, jaz mislim, da imamo zdaj vse pare, lahko poiščemo, ne. 1 krat 72 je v redu, 2 krat 36 je v redu. 4 krat 18 je 72. 3 krat 24 je 72. 8 krat 9 je 72. 6 krat 12 je 72. Ne, pa jih imamo po parih. Niso sicer po vrsti zložene, ampak kdo bi vam zameril. Se pravi, tukaj smo zdaj šli v nekem vrstnem redu imeti čisto vse faktorje, sem in tja. Izgleda sicer zapleteno, verjetno bi jih znali našteti bolj na pamet kot ne. Lahko tudi tako poskusite, kakor vam je lažje, ne. To. Se pravi, zdaj za domačo nalogo rešite tele naloge. Poprave, mislim, rešitev tokrat ne bom priložila. Bomo šli kar naprej s snovjo. Pa se vidimo.